Dober dan in lepo pozdravljeni v naši novembrski oddaji za zdravje. Danes bo z nami najprej Sabina Topolovec, ki nam bo povedala in pokazala, kako lahko ekološke začimbe uporabljamo in približamo tudi našim otrokom. Ker imajo začimbe res veliko zdravilnih učinkovin, jih toplo priporočamo tudi mi. A ima tudi vaš otrok alergijo na vso zeleno hrano? No, šalo na stran, ampak v resnici je takšnih otrok, ki bi prav oboževali solato ali korenje ali podrolistni ohrovt, papriko, kivi, zelo malo. Kako torej priti na tistih tako pogosto slišanih in priporočenih 5 obrokov sadja in zelenjave vsak dan? Zdaj, če bi se ravnali po tem, da želimo otroku zares zagotoviti polno skledo vitaminov in mineralov, bomo s takšnim načinom, ko otroci odklanjajo zdravo prehrano, zelo težko zadostili tem dnevnim potrebam. Torej se bo treba poslužiti kakšne drobne zvijače in jaz zelo predlagam, da čim prej v svojo kuhinjo vpeljete drobne ščepce začimb. Zakaj pa ravno začimbe, se mogoče sprašujete? Poleg tega, da še danes v marsikje po svetu začimbe veljajo za zdravilo prve izbire, je v začimbnicah prava zakladnica vitaminov in mineralov, zlasti takšnih svežih, ki rastejo tudi na naših vrtovih. Ko pa te začimbnice enkrat primerno posušimo in primerno shranimo, pa se v njih skoncentrira zlasti zelo veliko antioksidantov, ki po svoji moči prekašajo številna, še tako zdrava živila, kot so recimo zelenjava in sadje in podobno. Poleg tega pa mi s temi drobnimi ščepci začimb, ki jih lahko dodajemo prav v takšne jedi, ki jih imajo otroci najraje, zelo dobro celostno poskrbimo za njihovo zdravje. Okrepimo njihov imunski sistem, zavarujemo njihove zobke, jih obvarujemo pred raznimi alergijami, pred motnjami, pozornostmi, poskrbimo, da bojo njihove možganske celice boljše delovale, preganjamo nadležne podančice in še veliko drugih koristi prinašajo začimbe. Poglejmo se torej kakšen primer, kako z začimbami obogatiti kakšno jed, ki jo imajo otroci zelo radi. Najbolje je, da otroku ponudimo tisto hrano, ki jo že sicer ima zelo rad. In v to isto hrano skrijemo nekaj dragocenih začimbnic, ki jih otrok sploh opazil ne bo. Pa se lotimo ene jedi, ki jo imajo otroci zelo radi. No, pripravila bom nedeljček te jedi, in sicer kakšno pico, kakšen topel sendvič, kakšna omaka za testenine in podobno. Osnova so vedno paradižniki. In v paradižnikovo omako gredo zelo dobre tako imenovane provansalske začimbe. Pa si poglejmo, zakaj jih je še dobro uporabljati. Omenila sem namreč že, da so te začimbnice zelo bogate z antioksidanti. Tukaj si lahko pogledate, kaj pomeni 1 gram začimbe, posebnosti antioksidantov, če to primerjamo z nekaterimi najbolj zdravimi živili, med katero seveda sodi zelenjava. Recimo, le gram origana zaužijemo, pa že dobimo enako število oziroma enako količino antioksidantov, kot jo je skrite v toliko paradižnikih ali recimo kar v pol kilograma korenja. Le nekaj timijana bo dovolj, da dobimo s tem toliko antioksidantov, kot če bi zaužili kar nekaj kodrolistnega ohrovta ali 2 takšni zeleni papriki. Ali recimo le gram rožmarina, pa spet pretehtamo, ali bomo zaužili to količino posebnosti antioksidantov ali pol takšne glavice zelja. Zdaj presodite sami, kaj bo šlo lažje pri vašem otroku, ampak po izkušnjah vemo, da se številni otroci res upirajo zelenjavi, zato so takšne bližnjice zelo dober izhod, kadar želimo podpreti njegovo zdravje. No, če se lotimo sedaj še paradižnikovih omak, tu imate možnosti v resnici zelo veliko, lahko jo skuhate sami. Lahko pa poiščete na prodajnih policah takšne izdelke, v katerih so le paradižniki in kvečjemu nekaj soli in malce sladkorja. Fino bi bilo, če bi bile dodane tudi začimbe, ponavadi pa jih dodajamo kar same. Vsekakor pa priporočam, da se izogibate kečapom in podobnim paradižnikovim jedem, ki vsebujejo konzervanse, ki vsebujejo velike količine sladkorja, ojačevalce okusa in podobno. V hladilniku je običajno vedno kakšna steklenička kečapa in če mi v to stekleničko kečapa dodamo nekaj začimbnic, ki sem jih že omenjala, smo s tem ustvarili
veliko boljši okus, predvsem pa smo poskrbeli za izdatno dozo antioksidantov, seveda pa vse naštete začimbe v telesu sprožijo še niz ostalih zdravilnih učinkov. Poglejte, le gram naštetih začimnic, torej timijan, rožmarin, origano, lahko pa bi v takšno omako seveda dodali tudi druge začimbe, absolutno nekaj česna, lahko tudi suhega česna, nekaj bazilike, ta se tudi vedno dobro prileže takšnim jedem, lahko tudi ščepec cimeta, ščepec kurkume, koriandra, vse to skratka zamešate v kečap, potem pa lahko to isto stvar date nazaj v stekleničko in v hladilnik, če si otrok recimo sam pripravlja kakšno omako za ocvrt krompirček ali za kakšen topel sendvič, on sploh vedel ne bo, da ste mu vanj skrili te začimbe. No, omenila sem kečap, seveda pa to ni edina možnost, tudi v čisto običajno paradižnikovo omako lahko vložite nekaj omenjenih začimb in s takšno omako prilisičite tudi tiste otroke, ki je ne marajo tako zelo. V ta namen bi zelo priporočala kakšne svedrčke, ki zaobjamejo oziroma kar posrkajo te skrite kotičke veliko omake in tako otroci niti vedeli ne bodo, da so v njih skrite začimbnice in pa paradižnikova omaka. Če boste brali knjigo Zdravilna moč začimb za otroke, boste lahko v njej prebrali tudi namige, kako lahko z omenjenimi začimbami aromatizirate tudi testo, s katerim boste pripravili recimo pico. Vsekakor pa velja pri uporabi začimb paziti na kakovost. S tem mislim predvsem na poreklo začimb, ki res mora biti ekološko, kajti le v takšnih začimbah boste v resnici deležni zdravilnih učinkov in pa tudi kopice antioksidantov, vitaminov in mineralov. Otroci pa seveda imajo zelo, zelo radi tudi sladke jedi in tudi tukaj jih lahko prelisičimo z dodatki začimb, kajti mnoge začimbnice imajo že v osnovi nekoliko sladek okus. Takšne so recimo cimet, pa janež, pa vanilija, pa tudi druge. Marsikatere od naštetih začimbnic bo zares potrebno poiskati v trgovini in tukaj še enkrat pazite na poreklo, ekološko poreklo je zagotovilo, da imate opravka z polno močjo, polno zdravilno močjo začimbnic in tako otroku zagotovite tisto najboljše za njegovo zdravje. Ko govorimo o sladkih jedeh, marsikatero sem predstavila tudi v knjigi Zdravilna moč začimb za otroke, lahko posegate tudi po v osnovi zelo zdravih vhodnih sestavinah, kakršno je recimo jed naših babic, prosena kaša. Če to kašo skuhate z dodatki začimbnic, kot so cimet, janež, kardamom, klinčki so nasploh najmočnejši med začimbami, kar zadeva vsebnost antioksidantov, potem ste že jed nekoliko posladkali, lahko pa seveda dodate še nekaj ekoloških rozin, nekaj recimo mandljevih lističev ali drugih oreščkov, da povečate nekoliko vsebnost beljakovin in že ste ustvarili en popoln obrok, ki ga lahko otroku ponudite tako za zdrav zajtrk kot za lahko večerjo. Kako pa iz prosene kaše narediti čisto pravo rojstnodnevno tortico za vašega otroka, pa boste tudi lahko prebrali v knjigi. Kot vidite, se da s takimi drobnimi triki zares poskrbeti za to, da bo otrok zares postal zdrav. Ni potrebno neko posebno znanje, dovolj bo že to, da se spomnite na začimbnice, ki običajno so že prisotne na vaših začimbnih poličkah. In ko boste takšne začimbe dodajali v čisto vsako jed in v čisto vsak napitek, verjemite, da bo tudi otrokovo zdravje zares zacvetelo. No, ko pa že govorimo o napitkih, a poznate kakšnega otroka, ki ne mara kakava? Tudi kakav bi v resnici lahko zamešali sami in mu dodali začimbe, kot so cimet, janež, kardamom, pimet, klinčki. Zelo veliko možnosti je, ker pa vemo, da v naglici časa številni starši raje se poslužujejo kakšne bližnjice, potem pa imate na voljo tudi kakav, ki so mu že dodane začimbe in ki vsebuje tudi kakovosten sladkor. Tale kakav piše, da je za bistre glavce in v resnici so te začimbe, ki so v njem takšne, ki bodo poskrbele za to, da bo vaš otrok zablestel tudi v šoli. Zares se splača zaužiti več začimb.